Tudi o zavrženi hrani bomo danes govorili in pa recimo o zgodbi, ko bi lahko rekli leta zelenega izobraževanja. Ekošole, ki leta 2024 praznujejo svojo že 30. obletnico, so eden največjih globalnih trajnostnih šolskih programov. Začne se že v učilnici in se razširi na skupnosti z vključevanjem naslednjih generacij oziroma naslednje generacije učencev, ki temelji na dejanjih in praksi. Ekošole se izvajajo v kar 101 državi po svetu, ekošole pa je mogoče najti v 79 državah prek organizacij članic Fundacije za okoljsko izobraževanje in v 22 državah prek mednarodnih šol. Danes bomo torej pobliže spoznali program ekošol, tako da čas je znova za naš planet. Ja, naš planet nas postavlja pred velike izzive, še posebej, ko je govora recimo o zavrženi hrani, o kateri zadnje čase veliko govorijo, pa seveda o ogljičnem odtisu in še bi lahko naštevali. Tudi na okoljskem ministrstvu projekti dežujejo eden za drugim, kar se tiče teh zelenih zgodb, zelene agende. Seveda pa v studiu ravno zaradi tega pozdravljam Natašo Kebe, vodje projektov One Planet, Care for Planet iz okoljskega ministrstva in pa Gregorja Cerarja, nacionalnega koordinatorja slovenskih ekošol. Ja, ravno bomo začeli kar pri vas, kajti zelo dolgo ste že prisotni in ta mednarodni program je zelo dobrodošel, da že zelo zgodaj, že v vrtcu, pravzaprav otroci se naučijo in učijo, kako je s to zeleno zgodbo, kako je z zavrženo hrano, kako je z starimi oblačili. Kajti vidimo, ta potrošniška družba nas je pripeljala do vsega tega, če smo čisto realni, več kupiti, več zapraviti, več imeti na konec koncev, ampak ekošole zdaj pa morajo nekako popravljati tisto, kar je bilo nekako, nas je pripeljalo na to stran pot, kar se te zelene zgodbe tiče. Drži, ja. Kar se tiče programa ekošola, ste lepo najavili oziroma predstavili, zakaj gre. Sicer pa je program ekošola najširša mreža za vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj na svetu. Tako da omenili ste 30-letnico, v Sloveniji sicer praznujemo 28 let, ampak to pomeni 28 let sistematičnega pristopa od najmlajših pa do fakultet. Torej mi imamo danes preko 700 vzgojno-izobraževalnih ustanov, od vrtca, osnovnih srednjih šol, tudi centrov šolskih obšolskih dejavnosti, tako da jaz verjamem, da smo v vseh teh letih vzgojili oziroma privzgojili, ozavestili res veliko število učiteljev, otrok in tudi njihovih staršev. Tale zelena zastava, ki je bila pridobljena, koliko šol jo zdaj že ima, kajti ne dobijo vsaka ekošola? Tako je, torej delujemo po metodologiji 7 korakov, to je mednarodni nek vrste standard in zelena zastava danes visi v več kot 60 tisoč ustanovah po vsem svetu, v Sloveniji pa v več kot 700 ustanovah. Tako da ta zastava je pridobljena, tudi se mora ohranjati. So določeni kriteriji, kako se pridobi, torej po projektih se deluje in jaz mislim, da z našim pristopom, dolgoletnim profesionalnim delom dokazujemo in tudi šole se vključujejo v vse večjem številu in dokazujemo, da smo na pravi poti. Ja, gospa Kebe, ste ena izmed vodij projektov določenih teh ekoloških zgodb. Tudi vi sodelujete z šolami skupaj, recimo na zadnje tale program o zavrženi hrani, tudi zadnja akcija, tukaj vidimo na enem izmed predpasnikov, ne piše stran pa ne bomo metali in še marsikateri slogan je bil podan, da ozavešča o teh zadevah. Kako dejavni ste na tem področju na okoljskem ministrstvu? Vem, da je teh projektov ogromno zadnje čase. Če samo gledamo agendo 2030 in 2050, kaj vse naj bi morali doseči do takrat, kako se kosate z vsemi temi pritiski dejansko? Ja, mi na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo vodimo trenutno 2 live strateška projekta. Na enem s kolegom Dejanom Zupancem, ki ga vodiva, to je Live IP Care for Climate, oziroma poznan pod sloganom Samo en planet. Je pa to izredno obsežen projekt, obsega preko 60 aktivnosti in mogoče ne bi zdaj vse naštela, ker smo na temo odpadne hrane, to imamo pa en del.
Ja, ogromno je tega, vidimo tudi razni logotipi, ki prihajajo na naše zaslone včasih, da je teh problematik ogromno. Ne? Ampak če se zdaj vrnemo izobraževanje otrok. Vemo, starši smo bili nekako okuženi s tem potrošništvom, da seveda vedno več kupujemo, zapravimo, pri hrani smo nekako zgubili malce občutek, potem hitra prehrana, vidimo, kaj se je dogajalo že med covidom, dostava hitre hrane na dom, kar za seboj potegne ogromno tudi odpadkov. Gre za nek domino efekt, ki ga pa sedaj moramo reševati in prav je seveda, da ravno najmlajši že spoznajo, kakšne težave nastajajo, ko seveda je tega preveč. Drži, torej hrana oziroma odpadna hrana je zagotovo eden od globalnih problemov. Mi naslavljamo ta problem z projektom Hrani za tjaven dan, ki ga z Lidlom izvajamo, torej Lidl Slovenija podpornik že 10 let tega projekta in ga res uspešno izvajamo v slovenskih šolah. Preko 300 slovenskih vrtcev, osnovnih in srednjih šol je vključeno v ta projekt. Kar me pa veseli, še posebej je pa to, da smo se letos povezali ravno z ministrstvom na temo stran oziroma projektom Stran pa ne bomo metali. Gre za ozaveščevalno kampanjo, tako. Gre za pravzaprav spodbudo mladih, da raziskujejo oziroma da najdejo rešitve, kako čim bolj ozavestiti sošolce, učitelje in tudi lokalno skupnost in starše s kampanjo za manj odpadne hrane. Torej, ključno je manj odpadne hrane v šolah in v gospodinjstvih. In ta projekt to naslavlja, tako da pričakujemo res dobre prispevke v smislu video, v smislu plakatov, kot kampanje, kako ta problem nekako prenesti, po eni strani ozavestiti, po drugi strani pa ukrepati. Ključno je ukrepanje, to je pomembno. Ja, o vzgoji doma bi se dalo veliko govoriti, ne? Stari starši so ponovadi rekli, če do konca, ko do konca ne poješ, ne greš od mize, ne? Pobriši s kruhom, še pomaži, ne? Skledo solate. Dejansko so že stare mame, babice, prababice vedele, ne? Kako težko je zaslužiti sleherni kos kruha, kaj šele recimo kaj bolj pregrešnega, ne? Tako da mislim, da tukaj stvar vzgoje je zelo pomembna tudi doma. Vi seveda upravljate svojo nalogo, ja? Mi upravljamo svojo nalogo sicer preko učiteljev v šolah, ampak jaz verjamem, da so te učenci, ki dobijo te informacije, popovdi tudi učitelji svojih staršev. Kako pa je z odraslimi, ne, potem, ne, ki pridejo na stojnice, recimo, ko prezentirate določene ekozgodbe, ki naj bi nam olajšale, ulepšale zrak, življenje. Kakšni so pogovori, kakšne so, bom rekel, te povratne informacije potem, kakšni so rezultati, recimo konkretno pri zavrženi hrani, s katero ste imeli zadnje čase veliko opravka? Mi se osredotočamo na preprečevanje in zmanjševanje odpadne hrane. Predvsem se osredotočamo na gospodinjstva, ker tudi v gospodinjstvih nastane več kot pol te odpadne hrane. 44% je. Tako, 44%. No, se lahko tudi povem, da povprečen Slovenec zavrže 78 kg hrane, od tega 29 kg še užitne. Tako da veliko pozornosti namenjamo gospodinjstvom. Tudi jih želimo vključiti oziroma povabiti v izpolnjevanje kuhinjskih dnevnikov odpadne hrane. Pa bomo Slovenci dovzetni za kaj takega, ne? Glede na to, koliko je tega zavrženega, ne? Kaj bi nas moralo prepričati, morda, da bi to zavrženo hrano pretopili potem na koncu v evre? Bi ta bilo pri Slovencih bolj učinkovito, kajti pri denarju pa znamo hitro se malce zamisliti in pa drugače razmišljati. Ja, ta poudarek bi zagotovo je dobrodošel, seveda. Tudi gospodinjstva so že sodelovala v naši predhodni kampanji, tudi sedaj bojo. Ta kuhinjski dnevnik odpadne hrane je spletna aplikacija. Preprosto beležimo, katero vrsto hrane odvržemo, jo stehtamo in potem tudi izpolnimo, kam jo to hrano oddamo. A je to hišno kompostiranje oziroma v zabojnik. In ob tem se seveda lahko tudi zamislimo, koliko hrane smo zavrgli, dobimo en podatek zase in seveda, da pri hrani lahko tudi prihranimo. Še vprašanje za gospoda. Ja, v šolah seveda gre tukaj za menze, gre za kontrolirana okolja, kjer seveda obstajajo recepture, standardi in tam nekako je ta nadzor seveda lažji, ne, da ni toliko tega. Pa čeprav tudi tam seveda apetit otrok vsak dan ni enak.
To drži, mi imamo kar nekaj izkušenj, no? Kar se je pa izkazalo za zelo, zelo učinkovito v šolah, je pa to, da učenci sami merijo količino zavržene hrane in potem tudi prikazujejo z raznimi stolpiči, piktogrami in tako naprej. Torej, če si ti sam vključen v to, če sami to spremljajo in merijo, potem to drugače zavestijo. Tako da merjenje oziroma dnevniki zavržene oziroma odpadne hrane v šolah so bili eni od ključnih momentov, da smo uspeli v naših, torej v programu Ekošola, kot rečeno 700 stanov, zmanjšati za več kot 30% količino odpadne hrane. V nekaterih ustanovah tudi 90%. Mi smo pred par leti naredili analizo, kakšne so to, ko ste omenjali prej evre, kaj to pomeni. Mislim, da smo prišli do 5 milijonov evrov, se samo v naših, torej ekošolah zavrže letno, torej je strošek zavržene hrane takšen. To so konkretne številke, tako da se tudi ministrstvo za šolstvo lahko malo zamisle, oziroma pač vsi odgovorni, da se letno toliko in toliko količine zavrže, ki pa ne bi bilo treba, da se zavrže. Ja? Ampak ravno kar poteka raziskava v Mariboru, njihova snaga, jaz se bom tako izrazil, precej forenzično se bodo lotili raziskave zavržene hrane, koliko je užitne, neužitne, kaj vse dejansko se najde po kontejnerih oziroma v zabojnikih, bolje rečeno. Ja. Tako da akcija še poteka, verjetno ste kar v pričakovanju teh rezultatov, teh najbolj svežih. Gre za seveda veliko slovensko mesto, Ljubljana tukaj je malce naredila korak nazaj, čeprav bi bilo fino vedeti, kako je v slovenskem največjem mestu s te odvrženo hrano, ampak mariborska zgodba vas pa verjetno že sedaj zanima, kakšni bodo rezultati. Glede na te podatke o recimo 70 kilogramih zavržene hrane na Slovenca in Slovenko. Ja, seveda, to bodo za nas dragoceni podatki. Sicer začenjamo, to je v prejšnjem tednu, smo začeli z drugo analizo, sortirno analizo bioloških odpadkov s poudarkom na določenju deleža odpadne hrane. Tako kot ste omenili, v Mariboru s širšo okolico, to izgleda tako, da poberejo vzorec in enostavno ročno se te zadeve ločuje po posameznih kanticah, to se pravi, to užitna hrana, neužitna hrana. Nič kaj prijetna naloga, za tiste, ki to delajo. Ja, nič kaj prijetna naloga, ampak recimo to bomo dobili dragocene podatke in na koncu bo ministrstvo tudi združilo ta oba poročila in bomo tudi spremljali te rezultate. Že komaj čakam to poročilo, potem pa morda kakšen drugi dan, v kakšni drugi oddaji nadaljujemo to debato. Hvala obema za vse te besede in informacije in pa želimo vsem skupaj, da boste imeli in bomo imeli čim lepši naš planet.